Ura je 7 zjutraj in ravnokar so iz bližnje Zadruge pripeljali na osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik 136 kilogramov hrušk, ki jih bodo potem imeli otroci za malico. Poleg hrušk je bil danes na jedilniku tudi kruh, banane, kisla smetana in kakav. Večina hrane dobi šola iz podjetij, ki so jih sprejeli na javnem razpisu za šolsko prehrano. Na primer, hruške so pridelek lokalnega kmeta, kruh pa iz pekarne. Ko šola dobi prijavo podjetja, preverijo, ali je hrana, ki jo ponuja, zdrava in uravnotežena, ali imajo registrirano živilsko industrijo, plačujejo obveznosti, niso v kazenskem postopku in imajo cenovno dostopna živila. V vsakem primeru pa seveda, če je kvaliteta živila neustrezna, hrano zavrnemo. Zakon priporoča nabavo lokalno pridelanih živil, posebej sadja in zelenjave, predvsem zaradi hranilne sestave, ki je zaradi krajših transportnih poti bogatejša in je ni potrebno skladiščiti. Zelo je pomembno, od kje pride naša hrana na krožnike, zato ker, naprimer, če pride iz Kitajske, je dolga pot do nas. Ko grem v trgovino, se mi zdi, da malo premalo pokažejo, s kje hrana pride. Jaz mislim, da prihaja iz Slovenije, so je bolj zdrava. Organizatorji prehrane želimo, da je pot od proizvajalca, od tistega, ki živilo predela, pa do krožnika čim krajša, zato da je seveda čim manjša možnost, da se karkoli neprimernega živilom zgodi. Stroga pravila zdravega prehranjevanja nekaterim jedem sploh ne dopuščajo uvrstitve na jedilnik, čeprav se na njem od časa do časa znajde tudi pleskavica, seveda obvezno z listom solate.